Ali veš, da možgani so nekaj tako zelo zanimivega? In verjamem, da si vsak izmed nas želi manifestirati vse tisto, kar je dobro, kar je pozitivno, vse tiste sanje in želje. In to je čisto čudovito, ampak vseeno. Ali veš, da veliko ljudi tega ne more narediti zaradi tega, ker ne poznajo dokazane manifestacije? Danes sem ti pripravila za darilo izsek iz moje šole bogatstva in obilja ravno tako vsebino, ki te bo naučila, kaj je to dokazana manifestacija. Zato, da možgani ne bodo mislili, da so tvoje želje in sanje nek risani film, katerega opazujejo, ampak da bodo sprejeli, da je to možna resničnost. Veš, to je treba delati, ljudje se tega ne zavedajo in to je tisto, kar loči tiste ljudi, ki manifestirajo in tiste, ki o tem samo sanjajo. Jaz verjamem, da ti bo ta vsebina prišla izredno prav. Potem pa ti predlagam, da še pokukaš k moji šoli bogatstva in obilja. Začne se 13. novembra na spletu. Moram ti povedati, da je to resnično izjemno obsežna šola. 19 korakov pravega zakona privlačnosti, 60 korakov gradnje obilja, čiščenje iluzij bogatstva, kako kreirati iz sedanjega trenutka, 2 principa bogate psihe, spuščanje težnje po perfekciji, neučakanosti, manj vrednosti, odlašanja, tujih želja in odzivov, ohranjanje visoke frekvence, zaupanje do angelov, aktiviranje višjih vrednot duše, doseganje stanja sreče med čakanjem na končni cilj in še. Skoraj nemogoče vse to prebrati, zato tebi predlagam, da si pogledaš na potovanjeduše.si in spoznaš ta tečaj. Sedaj pa le pokukaj k dokazani manifestaciji in naj ti dobro služi. Zate imam še eno čudovito vajo v koraku ustvarjanja bogatstva in obilja. In sicer se ta princip imenuje dokazana manifestacija. Kaj je to dokazana manifestacija? Okay? Dokazana manifestacija je nek princip, katerega delamo, sicer vzame kar veliko časa, to moram reči, ampak je princip, katerega delamo zaradi možganov. Okay? Je princip, ki je dostikrat izjemno pomemben. Kako bi ti rekla, kada je to tvoj stik z realnostjo, tako bom rekla, stik z realnostjo, ko govorimo o želji, pa to, da vidiš željo, da tudi v prostoru in času se seveda pokaže, okay? Ko ti želiš nekaj manifestirati, ti dobiš željo, okay? Nek vzvod, neki, iz česa, iz tvoje čakre sedeža duše, iz tvojega potenciala, iz tvojega zapisa, iz tvoje energije, iz tvojega življenjskega poslanstva. In zato ti lahko začutiš in zagledaš, ker ti si duša in telo. Torej, ta del duše imamo zdaj poštiman, ti lahko to začutiš, vidiš ta potencial, vse se ti aktivira in posledično se zbudi tudi vizija in znotraj tebe želja in zagori kot večni ogenj. In za dušo je to realnost, zaradi tega, ker je to njen potencial, pa tudi v prejšnjih življenjih je to živela. Ampak za to telo tukaj, za tebe, ime, priimek, in tako dalje, tukaj je pa velik problem, ker hočeš manifestirati nekaj, kjer možgani ne vejo, kaj ti hočeš od njih. Ko jim ti naložiš željo in je isto, ko jim pokažeš smrkce in rečeš, živi so kle zdaj pred tabo. Oni ne vejo, kaj ti zdaj sploh hočeš. Ti hočeš od njih neke smrkce, ki si jih videla na televiziji in jih hočeš potegniti ven iz televizije in da so tukaj živi. To dejansko možgani to tako dojemajo. Možgani, ko pogledajo določene želje, v kolikor jih v življenju še niso izkusili
v tej inkarnaciji kreirali, v tej inkarnaciji čutili na svoji koži, videvali v svojem okolju in bili v stiku z njimi, z temi željami in tako naprej jih opazovali, ne vejo, kaj ti hočeš od njih. In ko jim ti to predstaviš, so oni, kaj zdaj ti hočeš? Pojma nimam, kaj zdaj ti hočeš od mene. Ti hočeš zame nekaj nerealnega, kar ne obstaja. A veš, ti hočeš, da so smrtci zdaj tukaj pred mano. Da sem se spravila na te uboge smrtce. A štekaš? In zdaj tukaj potem delati meditacije, manifestirati, je možganom isto, kot da bi gledali risanko. Olej, lušten sem mamo. Olej, smrtce. Upam, da jih ne ugargam ali pojedu. Ampak to ne pomeni, da je to moja realnost. Mi je pa lušten gledati risanko. Pismo, kaj pa zdaj, ne? Ko se enkrat to zgodi. Ko možgani padajo v to, da ti misliš, da manifestiraš, možgani pa mislijo, da gledajo risanko. Ti hočeš to v realnosti, njim je pa to fikcija. In ti moraš znati to dvoje uskladiti. Zato je toliko ljudi, ki meditira, pa vse priklicuje, a niti tako centimeter niso blizu temu. Sej, ko bo pravi čas, pa bo božanski čas, se bo vse poklopilo. Jaz sem pa velikonočna zajkla. Ne bo se poklopilo. Če ti se ne zavedaš tega principa, kako možgani tečejo in da jih je treba pri manifestiranju upoštevati, potem ne bo šlo. Kako ne pa pol to naredimo, kako ne možganom dokažem, da to je mogoče, je realnost, obstaja in je ista verjetnost, da kot je obstajala za nekoga drugega, ista verjetnost za mene, za tebe. Kako to narediti, je tukaj bistveno vprašanje. Zatole rabiš sicer čas, voljo, disciplino in predanost. Tole se ne naredi v 5 minutah, efektiven je pa res. Kot veganski eurokrem na kruh. Super gre skupaj. Res. In sicer to narediš tako, da narediš eno vajo. In ta vaja se imenuje vzornik manifestacije. To pomeni, nek človek, ki na planetu Zemlja, mogoče ne v 100% za tebe, a ne? Ampak ima mogoče zelo velik procent tega, kar ti želiš živeti in manifestirati. In recimo, ko možgani pogledajo življenje tega človeka, rečejo, to je brez veze, za tebe ta manifestacija ni mogoča, zato ker ima on to pa to in si napletajo zgodbo, si napletajo fikcijo okrog tega človeka, zakaj je, fiktivno potrdijo, zakaj je njegova manifestacija mogoča in toliko drugačna od tvojih možnosti in ti začnejo dokazovati, ti nimaš isto, ti ne moreš imeti isto, zato ta manifestacija za tebe ni mogoča. In ti zdaj njim rabiš dokazati, da je za vsakega mogoča. Ker je za vsako živo bitje, če živi mogoče vse. Kako jih boš pa v to prepričal? Vzornik manifestacije je vaja, kjer si izbereš enega človeka in ga raziščeš do potankosti. Najlažje je, če si izbereš neko znano osebo, sicer, ampak če vam to ni inspiracija, vam dala še eno prilagoditev, neko znano osebo, ki ima recimo veliko intervjujev in ki govori o svoji življenjski poti, kaj je bilo vmes, ali pa da je kakšna oseba knjigo napisala in da si ti ven zapišeš izpiske. Recimo knjiga, intervjuji, podcast in ne vem, karkoli že je. Kaj vse je oseba delala? Kdaj je vstajala, kaj je jedla, kako Možgani, ki vidijo to delovanje tudi zagotovo nekje v fazi svojega življenja si imel, začnejo videvati to kot nekaj, kar to pa je realno in začnejo
dojemati, a to moram delati, to pa sem že v življenju delala, mogoče ne vse, ampak recimo mogoče začneš z nekimi majhnimi segmenti, pa pol napreduješ, ampak res izpišeš vse navade, razmišljanja, ustrajanja in tako naprej, prav razparceliraš, razparceliraš in s tem možganom dokažeš, torej, to pa tudi jaz lahko delam. In čim možgani damejo, to pa tudi jaz lahko delam, možno je, imajo dokazano manifestacijo, da je mogoče. In ti njih tam imaš. Čim ti enkrat možganom dokažeš, da nekaj pa je mogoče, si pa zmagal. Sam da ti dopustijo možnost, da ne takoj, ko ti ponudiš manifestacijo, oni tebi kot ping-pong žogico na hitro nazaj mečejo. Ne. Ampak da rečejo, mogoče. Sam da enkrat rečejo mogoče, bum. Razumeš, je to in potem lahko razvijaš naprej. In to je dokazana manifestacija. In take ljudi je ful dobro raziskovati in jih vzeti za navdih. Se jih ne kopiraš, ne verjamemo v kopiranje. Postane to manifestacijski navdih ne v tem, kar oni kreirajo, da ti vzameš nekaj, kar oni kreirajo, ne vem, nekdo nekaj ima in potem mu ti vzameš njegovo blagovno znamko in isto narediš. To ni to, Ampak lahko pa vzameš za navdih njegove navade, pa kakšna je bila pot do tega, da so ustvarili svojo znamko, da ti pa svojo unikatno narediš, razumeš? To je ful dober princip. Ali pa, če te ne fascinirajo neke znane osebe, pa ne vem kaj, naj tazga človeka v realnosti in ga prosi, da z njim narediš intervju. Da ga vse izprašaš. S čim se je soočal, kako je izgledal, a je imel kdaj težave, ker dostikrat si ljudje naslikajo neko idejo o enem človeku, da je imel vse na poti do svojega uspeha, vse idealno, vse perfektno, vse se je odpiralo. Jaz sem pa bela marjetica. Absolutno ne. A veš? In tukaj ti človek res pokaže, da je tudi del nekega manifestacijskega uspeha, nekaj, kar ti, a veš, se tebi zdaj nekaj dogaja, pa ti misliš, da je to v bistvu kot nek neuspeh, ampak je samo sestavni del uspeha. Ampak to moraš možganom pokazati in to je ful dober prefokus, ampak to je treba pisati, to se je treba pogovarjati, to je treba raziskovati. Možgani so tako naravnani, da niso, a veš, kar v stanju zaupanja, pa lala, pa vse teče, a veš, kar je en morski val. Ne. Možgani so zelo sistematični in rabijo ta proces. Zato je tukaj pisanje, zapiski, pa to, ko sem rekla, izjemnega pomena, kar imate tudi v skripti, razumeš? Ker veš, skozi hočeš ga odvaditi tega, da išče on primerjave s tvojim življenjem, pa zakaj to ni mogoče, ker ti verjetno itak tam videva sam en del slike, ampak ti garantiram, da je zadnji cela slika. In to celo sliko, del te slike verjetno ti zdaj živiš, pa sploh ne veš, da je lahko to tvoja manifestacijska deska, Fantastična vaja, je res, to je treba si vzeti čas in raziskovati, ampak ti ne znam povedati, koliko to ti toliko močno odpre vrata. Seveda mediteri, priklic želja, vse deli. Itak, delaj. Se strinjam. Delaj. Ampak tole, ta del, ti bo presežen. A veš, lahko najdeš not iz teh zgodb pa to segmente, ki jih lahko ti začneš delati, manifestacijsko te bo nehal blokirati in ti bo pomagal, da stopiš naprej. In ker je to tako pomembna stvar, sem v shrambo dala še meditacijo na to temo, poleg te vaje, ki se imenuje dokazana manifestacija. Torej vidiš in meditacijo, to pomeni za ta naš eterični del, za energijo, in torej ta fizični del, torej, kar sem zdaj povedala, fantastična vaja, efektivna vaja, cukrček je, totalen. Tako da in definitivno ti zdaj zaupam, predajam štafeto, da jo tudi narediš.